Dobar dan vsem. Govorimo zdaj o Newtonovem gravitacijskem zakonu, torej o gravitacijski sili, ki deluje med katerima koli dvema masama. Dve katerikoli masi se med sabo privlačita. Tega se ne zavedamo v vsakdanjem življenju, ker ta sila je izredno majhna, kot bomo zdaj v kratkem videli. Torej, to imenujemo gravitacijska sila med tema dvema masama. In je jasno, da je večja, čim večja je ena masa ali druga masa. In zato gre sta uštevec. In je manjša, čim večja je razdalja. Zato razdalja gre imenovalec. Ampak v resnici imenovalcu imamo razdaljo na drugo. Kaj to pomeni? Če mi imamo določeno gravitacijsko silo med dvema masama in potem te razdaljo podvojimo, ker 2 na drugo je 4, privlačna gravitacijska sila bo 4-krat manjša. In če potrojimo razdaljo, 3 na drugo je 9, ta sila bo 9-krat manjša. In potem damo še eno konstanto, zato da dobimo pravilno vrednost. Ta gravitacijska konstanta velja 6,67 krat 10 na minus 11 Newton kvadratni meter v kilogram na drugo. 10 na minus 11 je izredno majhna vrednost. Tudi zato vidimo, da bomo dobili zelo majhno vrednost za silo. Torej, zdaj naredimo eno vajo s tem. Recimo, da imamo en avto, ki ima maso 1,2 toni in eno ladjo, ki ima maso 1000 ton. In vemo, da se privlačita z gravitacijsko silo 0,2 milinewton. Torej, zelo majhna, tudi če mislimo, da to je ena ladja in tisti en avto. In se vprašamo, na kolikšni razdalji morata biti zato, da privlačna sila prav ta. Sedaj moramo pretvoriti, tukaj 1,2 toni je 1200 kg in to je 1,2 krat 1000, torej 1,2 krat 10 na tretjo kg, ali direktno tukaj 1,2 tona je 10 na tretjo kg. 1000 ton je milijon kilogramov, torej 10 na 600 kg. 0,2 milinewton je 0,2, mili so tisočinke, 10 na minus tretjo newton. Ker hočemo to dati v znanstveni zapis, tukaj ponavadi damo eno število, ki je med 1 in 10, torej namesto 0,2 damo 2. Zato da zmnožek ostane isti, če tukaj od 0,2 smo, namesto 0,2 smo dali 2, smo pomnožili z 10. Torej to moramo deliti z 10, 10 na minus tretjo, deljeno 10 je 10 na minus četrto. Prav, ker tukaj iščemo R, torej tukaj prepišem formulo, iščemo R, torej tukaj množim z R na drugo, imam silo krat R na drugo, tukaj na desni R na drugo gre prav, če imam G krat M1 krat M2. Iščem R, torej bom tukaj delil z silo, in torej dobim R na drugo je G krat M1 krat M2 ulomljeno FG. Sedaj, ker R na drugo je enak temu ulomku, R je enak kvadratnemu korenu tega ulomka. Torej, kvadratni koren tega ulomka. Zdaj damo vrednosti, torej gravitacijska konstanta 6,67 krat 10 na minus 11, tukaj imamo enoto, masa avta 1,2 krat 10 na tretjo kilogramov, masa ladje 10 na 600 kilogramov, ulomljeno, sila 2 krat 10 na minus četrto newtonov. Sedaj, kilogram krat kilogram je kilogram na drugo, ki se krajša s tem, newton se krajša s tem. Damo skupaj vse te številke in posebej potenco 10. 6,67 krat 1,2 ulomljeno 2, dam tukaj, dam sem. 10 na minus 11, krat 10 na tretjo, krat 10 na 600, ulomljeno 10 na minus četrto in tukaj so ostali kvadratni metri. Sedaj, z znanstvenim žepnim računalnikom lahko izračunam to in dobim, da je precej blizu 4, 4,002. Tukaj, kako naredim s potencami 10? Torej, 10 na kaj? Minus 11 plus 3 plus 6, ker tukaj imam deljenje, bo minus 4, torej plus 4. Minus 11 plus 3 plus 6 plus 4. In dobimo, da prije 2 in torej 10 na drugo, metri na drugo. Sedaj naredimo kvadratni koren od tega je v bistvu 2, potem koren od 10 na drugo se v bistvu deli z 2 eksponent, ker tukaj je drugi koren, 10 na prvo, kvadratni koren metrov na drugo je meter. 2 krat 10 je 20 metrov. Torej, mora biti 20 metrov med tema dvema. To razdaljo, kako računamo? Računamo med težiščema obeh
mas. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.